Omenili ste Slavnik in prav v naslednjih minutah se bomo povzpeli na istrski Triglav, kot mu planinci radi rečejo, torej Slavnik. Vsako leto, konec oktobra, Planinsko obalno društvo organizira spominski pohod. Letos je bilo že 35 zapovrstjo. Čeprav je minil v slabem vremenu, planincem to ni skalilo dobre volje. Poglejmo. Dober dan! Se vam zahvaljujemo! Dober dan! Me boste potem dali honorar. Navkljub dežnim kapljam so planinci počasi prihajali do vrha. Vzpenjali so se z različnih smeri. In medtem, ko so se eni odpravili peš, so se drugi pripeljali s kolesom. Prišli ste z Kozine, kako je šlo? Super, škoda, ki je deževalo za zadnjo čas poti in tako. Več je super. Koliko časa ste potrebovali? Uro in pol, nekje. Redno prihajate na Slavnik kar takole s kolesom? Tako je, dvakrat na leto, trikrat. Koliko let hodite že na Slavnik? Na Slavnik hodim približno 35 let. Je res, da greste na Slavnik tudi po dvakrat na dan? Ja, če je lepo vreme, grem po dvakrat na dan ali dvakrat na teden. Zakaj pa hodite po dvakrat na dan? Zaradi tega, da če se pol ure vozim iz Kopra, potem je prav, da hodim 3 ure. Verjetno je prišlo malo več ljudi, kot se je prišlo vpisati sem. Predvidevam, da pri naju se jih je odpisalo do zdaj 70, nekaj takega. Ker imamo dve evidence, oni, ki prvič vzamejo izkaznico in tiste, ki so že večkrat prišli in že pridejo z izkaznico narejeno. Pridete vsako leto? Vsako leto, nisem še nikoli manjko. Vas recimo megla, dež in takšni vremenski pogoji ne odvrne od tega, da pridete na Slavnik? Ne, prav gotovo ne, niti sneg. Pa dođemo po Sloveniji svašta, evo ove godine je Slavnik, prošle godine je bio Nanos, tako, sve prođemo. Šta nam je blizu, prolazimo. Isto prolazimo, uvijek. Kad bude prilika za feštu, dođemo. Slavnik je zakon, tako. To nedeljo čakamo celo leto. Ste se udeležili že vseh 35? Najbrž, ja, mogoče smo kakšnega manjkali, ampak v glavnem je to praznik naš, res. 30 let je kar dolga doba, nekako tradicionalni pohod, ki je prerasel v neko tako splošno rekreacijsko prireditev, se je lepo prijel in v lepem vremenu se tukaj kar treje obiskovalcev. Upam, da bo to prihodnje leto tako. Skratka, mi bomo itak s tem nadaljevali, tradicije radi ohranjamo. Kaj pa podmladek? Podmladek je naša glavna skrb, v društvu posvečamo prav njim največ pozornosti, tako da dejansko naš mladinski odsek kar dobro deluje, ima kar bogat program. In moja želja seveda je, da bi to, kar sejemo na najnižji stopnji, da bi se to razvijalo naprej, še v čas, ko bodo ti mladi planinci postali srednješolci, študentje in pa odrasli in da bi se ta planinska zavest in pa ljubiteljstvo do narave korenilo v njihovih srcih.